imamo veliko otrok in da smo prednje prejšnja vlada prišla, ko je začela pospeševati rojstva, jaz temu rečem, da je država začela pospeševati rojstva, ko je že v Kavniku pozitivna demografska gibanja. Pa bom potem seveda na te izzive odgovarjal, ampak zagotovo na enega moram odgovoriti na vaša zadnja razmišljanja. Kaj je država storila in kaj so župani storili? Najbrž, da niste še toliko spremljali tistih letih od 15 let nazaj na te čase, ko sem v predsedstvu skupnosti občine, na televiziji, kjerkoli posod po medijih in tudi z predsedniki vlade, pa sem po resornimi ministri, seveda ropotov, če temu tako rečem, na to temo. Ponovno obravnavajo predlog tako imenovane glavarine za prihodne leto, ponovno namrežajo stvari, tako kot letos, ko smo za nekaj evrov dvignili tako imenovano glavarino in nam spet skušajo zmanjšati. Prenašajo, država pa prenaša seveda vse nove naloge, ki zadevajo ne samo otroško varstvo, ampak tudi šolstvo, tudi muzej in še govorim naprej o zimski akciji in tako naprej. Ampak vendarle, govoril sem o demografiji, ki je pomemben element, ki vi očitate, ne v tem smislu, da očitate, ampak očitate, da nismo sledili tej demografiji. To seveda bom zavrnil z nekaterimi podatki, ampak vendarle moram mehen še se usmeriti na nepolitizacijo ali politizacijo vašega zbiranja podpisov. V četrtek smo sklicali tiskovno konferenco za petek. Petek so moji svetniki dobili neka pisma, za katera nisem vedel do tiskovne konference, ampak sem tu zvedel in sem poklical moje svetnike, če so res dobili neka pisma. So rekli, da smo dobili. Ok, tisti dan po tiskovni ste pisali tudi medijem, lepo in prav. Ampak najbolj me je pa, potem ko smo vas poprosili, spoštovane predstavnike civilne iniciative, da nam poveste, saj za vsebino teh zahtev, vašega pisanja in zbiranja, gledajte, bi bilo dobro, če bi saj načelnici na oddelek zapisali, da ste poslali to svetnikom, medtem ko ste pa napisali takole v odgovor, zakaj občina tega ni dobila. Ker je pismo namenjeno tej ciljni skupini, torej svetnikom, ga vi kot župan tudi niste prejeli. Stališče dejanja občinske uprave zveze domenijo, ko smo namreč poznala, občina je zapisala tam in tam je tem zapisal. To je, bom rekel, protokolarno vsebinsko. Kako večina županov v Sloveniji tudi ne ve. Prvič bomo spoznali, da ne mahati kdorkoli z zavrnjenimi številkami, z otroki, ki so zavrnjeni, ampak 15. oktobra ali 20. oktobra, ko bomo mi dobili obračun za sofinanciranje otroškega varstva za otroke v občini Kavnik, ki so iz občine Kavnik, takrat bomo videli podatke. Kajti, zdaj bom pa rekel, država je že narobe delala, ker ni speljala centralnega registra otrok, ki se prijavljajo za vrtec. Eni so prijavljali Petrupanu, eni so prijavljeni pa direktorci, eni so prijavljeni Mengšul in tako naprej. Še danes ne vemo, koliko je zavrnjeno. Razen tisti starši, ki veste, da svojega niste otroka uspeli spostaviti v otroško varstvo. Drugo, da nismo sledili demografiji. V letu 2007 smo odprli 148 novih 9 oddelkov za 148 otrok. V Petrupanu, kjer smo 250 000 evrov sofinancirali, takrat 60 milijonov, smo odprli 90 mest, torej v 2 letih in pol smo odprli 340 mest. Takrat smo imeli pokritost 73 odstotkov. Je bila država na 68 odstotni pokritosti. Danes je občina Kavnik pokrita 72 odstotkov, država 70. Sprašujem se, kje so občine, ki to poprečje peljejo do 70. Niso to moji odgovori, ampak samo, da se jim malo razložimo zgodbo. Da, seveda, je trend, kot sem rekel, demografije, govorim tam seveda o zakonodaji pravde, mi smo še leto zaključili razpis za koncesijo, ni junakov. Ni junakov, zakaj?
Zato, ker jaz pravim, vseh teh 15 let, ko sem župan, da moramo graditi zlate vrtce. Zlate ploščice moramo dati otrokom. Pa ne zato, da bi lahko tudi manj cenovno skromnejše, ampak še vendarle ne na škodo vzgoje, varstva, toplote in konec koncev tudi vzgojnih in varovalnih in kakšnih ukrepov. Država je na tem področju nemogoča. Nismo v teh letih, pa smo si preko skupnosti občin, ker je občina Kamnik tudi članica in sem jaz tudi kar nekaj mandatov v tem predsedstvu skupnosti občin, nismo uspeli premakniti nikamor naprej. Še bom povedal, v Motinku smo zgradili pred nekaj leti vrtec. Politično je bil malo zmotiviran, ampak ne glede na to. So prišli inšpektori, sam inšpektor po današnji ceni vzame 500 evrov za pregled, enih 8 jih pride, je rekel, zakaj imate pa to neprevijalno mesto tu? Smo rekli, smo jo dali, morda bo pa še kakšen večji otrok, manjši otrok prišel ta vrtec. Ven smo peljali ven, da bo previjalno mesto. Smo 3 milijone takrat še denarja za ograjo, znotraj ograjo naredili, in še mizarji odpeljal 3/4 stenskih oblog, ker so bile malo premalo zaobljene. Kot primerno povem, kaj država zahteva. Centimeter mi očita nova stanovanjska naselja. Res se je zgradilo kar nekaj novih stanovanj. Hvala Bogu, imamo mladino, tudi ne Kamničani, bodo ostali Kamničani, so prišli, da je malo preveč stanovanj zgradila firma Begrad na Ljubljanski, ne vem, kako se reče, da je bilo zidano na načrtu cirka 150 stanovanj in seveda gradbeniki znajo to, da spihniti tako in še nad arkade naristati in zgraditi tudi 2 etaži stanovanjskih enot in jih nastane 220. Torej, tudi tle smo pri 70 plus. Ampak je fajn, da nove Kamničane dobimo, da so nekateri tudi prišli, bom rekel, preko stanovanjske sklada, tudi občina Kamnik je pridobila tam 8 socialnih stanovanj, oziroma 4 občina kupila, 4 pa je stanovanjski sklad nam dal v uporabo, oziroma da je bilo plačajo občini, ja mislim, da občini ne. Torej, nismo spali in ne spimo tudi zdaj. Mi smo se unicirali že takoj, oziroma sploh delamo na teh segmentih. Prej smo šli Perovo delati, kam ne imen, smo imeli čudo idejnih rešitev. Mekinski samostan, prizidek vrtca v Novem trgu, osnovna šola 27. julija. Vse je bilo nemogoče. Nemogoče in seveda tudi, če bi tam začel graditi, je to postopek 3 leta. Ta vrtec na Nikolca, kjer je na Peronu, je trajal 3 leta pa pol. Zaradi vseh birokratskih zadev. In zdaj že bo malo problem. Danes za drugo starostno skupino ni problem dobiti vrtca. In ko bomo mi zdaj šli naprej v zgodbo, mi moramo risati zdaj in graditi samo vrtce za prvo starostno skupino. Ja, drugega ne. Ampak kaj čez 2 leti? Z 2 leti bomo mogli vse premetati. Torej, prvi štup ne sme za prvo starostno skupino postaviti novega otroka. To vemo, predvičen. Še nekaj pa ne bom predal, ker bojo mi moji kolegi še kaj povedali.